Vroče in intenzivne razprave, v kateri smo poslanci iskali najboljše rešitve za življenje in delo evropskih državljanov in podjetij, so nas precej ogrele v teh mrzlih dneh, ko smo bili v Štrasburu. Lastnike majhnih, tako imenovanih mikropodjetij, bo zagotovo razveselila novica o predlaganih spremembah direktive o letnih računovodskih izkazih, ki bi znižala njihove stroške poslovanja. Evropski poslanci smo namreč državam predlagali, da tem podjetjem v prihodnje ne bi bilo treba več poročati o računovodskih izkazih. Končna odločitev je sedaj v rokah držav, seveda pa bodo podjetja še zmeraj morala voditi poslovne knjige. Dobrih novic lahko obetamo tudi potrošniki, saj bomo s spremenjeno zakonodajo glede paketnih potovanj bolje zaščiteni, ko rezerviramo turistične storitve v turističnih agencijah ali preko spleta. Tako se denimo lahko v prihodnje nadejamo tudi odškodnin v primeru stečaja letalskega prevoznika. Skoraj težko pa je verjeti, da smo v ponedeljek obeležili že 99. obletnico začetka praznovanja mednarodnega dneva žensk. V teh letih se je precej stvari izboljšalo, žal pa je položaj žensk kljub skorajda 100-letnim prizadevanjem v številnih državah še zmeraj neprimeren. Omejevanje gibanja, onemogočanje izobraževanja, razlike v plačilu za enako delo, nadpovprečna obremenjenost pri skrbi za otroke, starejše in dom, nasilje in še bi lahko naštevali. Boj proti nasilju med spoloma je zato ena od ključnih nalog, ki si jih je zadala tudi Španija, ki sedaj predseduje Svetu Evropske unije. Hkrati pa je 8. marec tudi priložnost, da se spomnimo na druge zapostavljene skupine v naši družbi, starejše, invalide, mlade, manjšine in podobno. Poslanci smo se v tem tednu še posebej ukvarjali s tem, na kak način in kako porabiti evropska sredstva, da bi se lahko ena od teh deprivilegiranih skupin, to so Romi, čim bolj vključila v družbo in da bi se zmanjšala njihova diskriminacija. Sodeloval sem pri tej razpravi in poudaril, da je romsko vprašanje postalo z širitvijo Evropske unije na nek način vedno vse bolj aktualno. Saj se glavne evropske inštitucije, kot je Evropski parlament, Evropski svet in pa Evropska komisija, prevzemajo skrb za Rome od OVSE in pa Sveta Evrope. To je dobro, se razpolagajo za še več programe in tudi drugimi mehanizmi, s katerimi lahko bolj učinkovito rešujejo probleme, ki so povezani z inkluzijo in revščino. Predstavil sem tudi primer dobre prakse iz Slovenije, projekt Romski pomočnik, ki posreduje med šolo in romsko družino in pomaga otrokom v šoli in prinaša dobre rezultate. Sicer pa nek pregovor pravi, da če nimaš cilja, je vsaka pot prava. Nova evropska strategija, tako imenovana Evropa 2020, prinaša smer razvoja in predloge, kako oblikovati našo prihodnost. Izpostavlja znanje in okolje, pametno in trajno rast, ki lahko temeljita le na novo ustvarjenih delovnih mestih. Med temami, ki so nas zaposlovale, so bile še iskanje rešitev za krizo javnih financ v Grčiji, spodbujanje večjih vlaganj v razvoj tehnologij z nizkimi emisijami ogljika ter parlamentarni nadzor zunanje in varnostne politike Evropske unije.